težave z dihanjem, bolečine v ledvenem delu hrbtenice ali pa morda zaprta kifotična drža. Kaj imajo vse te tri stvari skupaj? Kaj imajo skupnega? Vse te tri stvari imajo pogost svoj vzrok v zakrčenem delu rebrnih mišic. Predvsem tukaj govorim o interkostalnih mišicah, torej medrebrnih mišicah, ki so mimogrede respiratorne, torej dihalne mišice in so izjemnega pomena pri vašem dihanju. Zelo pogosto se pozablja namreč na medrebrne mišice in se daje izključno in samo poudarek pri dihanju na diafragmo in pa na trebušno dihanje. Pri tem, zelo pogosto opažam tudi pri svojih strankah, prihaja do problema namreč v tem, da današnji modern način življenja ljudi sili v kifotično zaprto držo, pri kateri grejo vaša rebra skupaj in tudi ostanejo skupaj. Zato boste dostikrat čutili, da ste v tem delu zelo zaprti, kar rezultira v kifotični usločeni drži in posledično preveč napetih ledvenih hrbtnih mišicah. Zakaj? Ker te mišice skušajo kompenzirati za pomanjkanje vaše prsne gibljivosti. Kaj se še tukaj ustvari? Poleg tega, da ste zaprti v kifotičnem drži zaradi zakrčenih interkostalnih mišic, se vam pojavi poleg bolečin v ledvenem delu tudi zelo pogosto bolečine v vratu, ker sedaj mora tudi glava kompenzirati za to kifotično držo in pa, kar pa je še posebej zanimivo, zelo pogosto boste imeli dejansko slabšo kapaciteto pljuč, slabšo dihalno kapaciteto. Zakaj? Kajti pri dihanju vaša pljuča se nahajajo takoj za rebri in sicer pri vsakem vdihu se morajo rebra razširiti in pri izdihu skrčiti. Zato so tudi rebra narejena iz hrustanca in imajo možnost krčenja in raztezanja. Vkolikor so pa vaše medrebrne mišice tako stisnjene skupaj, da ne dovoljujejo polnega vdiha, to vpliva na vašo kondicijo. Zato dobro premislite, ko se dostikrat počutite, da ste zadihani ali pa da imate slabo kondicijo pri vašem teku, hoji, športu, karkoli, je lahko vzrok ne samo v tem, da ste premalo trenirali, ampak vzrok v tem, da imate dejansko slabo mobilnost interkostalnih medrebrnih mišic, ki so pogosto zelo pozabljen del vsakega treninga. Torej, kako se tega problema lotiti? Na ta način, to, kar vam bom sedaj pokazal, rutino vaj, ki jih morate prakticirati, zato da odprete vaš medrebrni del telesa. S tem boste odpravili 3 muhe na en mah in sicer vašo slabo dihalno kapaciteto, vaše bolečine v ledvenem delu in pa tudi pogosto bolečine v vratnem delu hrbtenice. Torej, gremo na delo. Kaj morate najprej narediti? Najprej se boste samo prijeli takole za rebrni del, potipali vaša rebra in preprosto začeli dihati tako, da boste začutili širjenje in ožanje reber. Torej, širjenje in ožanje reber. Pri tem gledajte samo na to, da pri vdihu ne dihate zdaj za vratnimi mišicami, torej da ne dvigujete tukajle ključnice, da ne delate tega, ampak da greste z rebri, torej široko in ozko. To je prvi korak. Drugi korak, lahko si pomagate s samo masažo in s tem, da se v bistvu preprosto uležete na tla, ponovite to dihanje široko in ozko dihanje in greste samo masažo takole med rebra. To bo znalo malo boleti na začetku. In to je že dober znak, da če imate tukajle točke, ki vas zelo hitro zabolijo in da vam je zelo boleče takole med rebri masirati, je to zelo dober znak tega, da je ta del res precej zakrčen pri vas. Torej, dihajte in se hkrati takole masirajte. Kar malo gnetite tudi tale del. Takole levo, desno, notri, ven in pa tudi s prsti prav tako med rebri. Hkrati seveda globoko dihajte. Potem naslednji korak. Več morate delati na prsni gibljivosti in pa na kontroli prsnega dela. Torej, da dobite nazaj to gibkost tega dela. Počutili se boste čisto prerojene, če boste šli čez vse tele rutine, ki vam jih bom zdaj pokazal. In sicer prva je tole. Kolena so skupaj in greste takole za roko
naprej, tukaj izdihnete. Torej, kadar se rebra zaprejo skupaj, takrat izdihnete, ker je pljučna kapaciteta manjša. Kadar se rebra razširijo, greste v globok vdih in hkrati tudi potem naredite globok izdih. In ponovite, torej v odprtem položaju, ko ste v odprtem položaju, delajte 2-krat ali 3-krat vdih in izdih. Zakaj? Zato, ker boste na ta način lahko veliko bolje razprli in krčili spet interkostalne mišice. Torej, ko smo v odprtem položaju, ne samo enkrat, pač pa večkrat ponovite vdih in izdih. In spet začutite, kako pri vdihu lepo širite, da prav začutite mišice med rebri, kako se vam širijo in raztezajo. In potem nazaj in ponovite to zadevo na obe strani 10 ponovitev. Druga zelo uporabna opcija, ki jo imate, je, torej, zdaj smo šli čez rotacijo, zdaj bomo šli čez iztek prsne hrbtenice. In sicer greste takole nazaj, prsnica potuje dol, vidite, tale grbica se niža, zmanjšuje, vedno bolj ravna postaja in gor. In spet, dol in gor. Čutiti morate, kako se vam tale prsna grbica ravna. Iz te vaje, ko naredite nekaj ponovitev, recimo 10 do 15, ostanete lahko dobre pol minute takole, zdaj pa greste se koleni malce bliže in probate zdaj ta položaj, ki ste zdaj dobili boljšo prsni iztek, boljši prsni položaj, manjša grbica, probamo ta položaj zdaj z mišicami zadržati. In sicer kako? Stisnemo ta položaj in se z nogami udrinemo gor. In ponovimo. Dol in se z nogami udrinemo gor. Pri tem, ko se z nogami udrinemo gor, je cilj vaje, da se ne podrete v prsnem delu. Torej, cilj vaje je, da te prsne mišice zadržijo, da te zgornje mišice, zgornje hrbtenice zadržijo ta položaj, da naučimo telo, da zopet prevzame kontrolo nad tem položajem. Ker ste se popolnoma zamrznili v tem delu, je prišlo do teh težav. In zdaj ga v bistvu odmrzujemo. Naslednji korak. Greste takole na komolce, držite komolc močno vpet dol, močna pest, in greste zdaj spet z roko v prsno rotacijo, tukaj je izdih in rotacija gor, vdih in zopet izdih in vdih. In to spet lahko ponovite 10-krat. Potem gremo naprej na kontrolo prsnega dela. Tukaj zdaj že delamo bolj v smeri tridimenzionalnega gibanja. In sicer kako? Postavite se lahko tako, da je medenica čisto pri miru, da ne boste goljufali in kompenzirali z medenico, ker želimo gibanje pridobiti samo iz prsnega dela. Torej želimo dobiti gibanje samo iz tukaj. Zakaj to? Preprosto. Vi, vaši možgani, so tisti, ki jih morate naučiti, da razumejo in vejo, kako pridobiti gibanje iz tega dela in kontrolo nad tem delom spet nazaj. Tako boste v bistvu hkrati delali gibljivost, ker boste tele rebrne mišice, pa rebra, lepo razmigali, lepo dobili gibljivost med njimi, hkrati pa boste dobili tudi zdravo elastičnost v teh mišicah, ker te mišice morajo biti, tako kot vsaka mišica, sposobne krčenja in raztezanja, ne da so stalno v položaju za krčka. In tukaj eksperimentirate, plešate, torej preprosto probate, vidite, samo iz zgornjega dela. Če pogledate mojo majico, boste videli, da se večinoma samo iz zgornje hrbtenice lepo rotiram. Isto zadevo lahko naredite tako, greste nazaj dol, torej če pogledate iz strani, greste nazaj noter, tukaj se stisnejo vaša rebra in tukaj se odprejo vaša rebra. In spet izdih in vdih. Torej vidite, brez tega, da delate to z vratom. Če boste goljufali, si dajte lahko takole si date prste, da ne goljufate z vratom, da ne delate tega. In greste malo dol, vdih, izdih, vdih, izdih. Čutiti morate mišice v tem zgornjem delu. Ok, toliko za enkrat glede teh 3 problemov. To delajte zdaj v prvem delu, to delajte zdaj kot prvi korak vaše odprave in dihalnih
slabih dihalnih zakrčkov, tako da izboljšate svoje dihalne kapacitete. To delajte, če imate slučajno kifotično držo, bolečine v vratu ali pa bolečine v ledvenem delu in čutite, da ste dostikrat tudi v tem zgornjem delu zakrčeni. S tem načinom boste zopet prevzeli kontrolo nad sabo in začeli delati na tem, da vse to troje odpravite. Naslednjič vam pa pokažemo še naslednje korake, kako odpravljati vse te posamezne probleme. Sicer pa lajkajte našo YouTube stran in pa se prijavite na naše videe na YouTubeu in pa na naš kanal. Spremljajte našo spletno stran tudi mehanikhrta.si in pa kinvital.si.